Živijo. Dan 5, meditacija 5. Danes bom kratek. Imel sem ogromne odpore, hude odpore in sem večino dihanja zamudil v smislu zavesti, zavedanja. Odpori so me skušali na vsak način prepričati, da naj neham dihati. Te energije so me skušali prepričati v to, da je dihanje izredno težka stvar. In ker sem to verjel, je bilo za vsako sekundo težje, dokler nisem izgubil zavesti. In vsakič, ko sem se nazaj vrnil, je bilo to zelo začasno. Naučil sem se, da tako delujejo energije, da te prepričajo v nekaj, kar sploh ni res, da sprejmeš odločitve, ki niso dobre zate, in naknadno to obžaluješ, čutiš krivdo in se začneš na sebe jeziti, si zafrustriran in se nimaš več rad. In to je ključ pri tem, kako te energije delujejo in na kakšen način dobijo moč nad teboj. In po mojem mnenju in po moji izkušnji je edini način, kako se lahko s tem soočaš, to, da se naučiš spet imeti rad kljub temu, kljub vsemu temu. Kljub slabemu dnevu, kljub slabi meditaciji, kljub napornim trenutkom. Nehaš se kriviti, nehaš se sovražiti, se jeziti na sebe. Namreč en del tebe, nek majhen otrok, spomin na tvoje otroštvo, kjer nisi dobil podpore in ljubezni svojih staršev, svojih skrbnikov, je ostal v tebi neizpolnjen. In vsakič, kadar te podobne situacije v življenju vržejo ven iz polne zavesti, se spet vrneš nazaj, ostaneš spet nebogljen, če nasedeš na te manipulacije teh energij. Ni pa treba, da še vedno nasedaš, ker zdaj si odrasel, velik, močan in zmoreš samemu sebi dati vso podporo in brezpogojno ljubezen, ki jo potrebujemo vsi. Lahko se odločiš, da boš tega nezaceljenega notranjega otroka objel. Takrat, ko ti je najtežje, takrat, ko res ni lahko, ga boš objel in začutil ljubezen, zares jo začutil in mu jo dal mu občutek varnosti, občutek, da je sprejet, da vse, kar dela, da je prav, da je dobro, da ni pomembno karkoli drugega, kot to, da ga imaš rad. To je samo ljubezen. Toliko za danes. Srečno.